Tako težko smo ga čakali 2024, absolutno, in mogoče je čas, da iz numerološkega stališča malce povemo, zakaj je temu tako. Torej, tukaj te sedaj obdarjam s tole video vsebino, kjer si pogledava malce numerologijo tega leta. Numerologija je zelo pomembna stvar in če bi šli gledati po zgodovini vsa ta leta in kaj prinaša določena številka in kaj se je dogajalo v določenem letu, bi ugotovili, da se informacije izjemno ujemajo. Ampak gremo narediti mogoče en ta krajši, pa vendarle zelo pomemben prerez leta, ki je definitivno bil težko pričakovan za strani veliko ljudi, pa naj povem, zakaj je bil tako težko pričakovan. Leto 2023 je bilo leto sedmice. Glede na to, da je človeštvo imelo kar res ogromno nekih lekcij, je to predvsem pomenilo, če smo čisti iskreni, smo več ali manj na kolektivni ravni bolj videli senčno stran sedmice. To pomeni ogromno preizkušenj, karmičnih lekcij, zato so bile v ospredju pač neke naravne katastrofe, vojne in tako dalje, In zaradi tega, ker je leto 7, ker res leto zelo močne karme, so vsi komi čakali, hvala lepa, naj zdaj to leto gre in gremo v leto osmice. Ampak jaz bi zdaj rada ti razložila, kaj je to leto osmice, zato da res ti lahko dobro razumeš, zakaj so se ljudje tega tako veselili, pa vendarle, da ugotoviš tudi to, da je treba tudi z letom osmice zelo dobro delati, zaradi tega, ker tudi leto sedemke, kakršnokoli je že bilo, je imelo seveda sončne strani in ta sončna stran je bila, da recimo sedemka zelo podpira pisateljevanje, pa ustvarjalnost, pa mističnost, pa kanaliziranje, pa preroštvo. In ogromno ljudi se ravno zaradi tega v letu sedmice odločili, da bojo delali na sebi, da bojo meditirali in tako dalje. Zelo je po tej strani torej tudi duhovna številka. Če gremo pa zdaj v osmico, je tukaj zdaj nek drug princip. Osemka je predvsem materialna številka, predstavlja tudi neskončnost vesolja, absolutno se strinjam, saj poznaš tisti klasičen znak za neskončnost, Ampak osmica sama je predvsem zelo podporna za vse, kar je materialnega. To pomeni za vse, kar recimo v tem letu, če si kadarkoli hotela razmišljati da ti zdaj povem, selitvah, o nakupovanju novih nepremičnin, štartanje svojega posla, potem bi ti jaz resnično svetovala, da to narediš v letu osmice. Zaradi tega, ker kakršnakoli ideja je v letu osmice prišla čez in te je navdihala, da ti pač nekaj postaviš na noge, a pa se premakneš na naslednjo točko, osmica to definitivno podpira, Pa vendarle sem mogoče malo opazila, da nekateri ljudje mislijo, da zdaj bo osmica pa kar čudežna sama po sebi nekaj naredila in da ljudem ne bo treba več ne rast, ne meditirati, to vse, kar bojo hoteli, bo kar padalo dol z neba. Pa naj te to opozorim, da se to ne bo zgodilo, zato ker bi rajši videla, da iskreno slišiš od mene, kakor pa, da te potem leto osmice razočara. Osmica, torej čisto vsaka številka in tudi torej prejšnje leto je imelo enako, čist vsaka številka ima svoj yin-yang. To pomeni, vse na tem planetu je sestavljeno po principu yin-yanga. Noč, dan, plima, oseka, rojstvo, konec, razumemo? In to je ta pogodba, ki smo si jo tukaj definitivno postavili. Ampak kaj to zdaj pomeni? Če imamo zdaj osmico, moraš vedeti, da ima tudi ona svoj minus pa plus, ampak tudi baterija rabi minus pa plus, zato da lahko potem poganja, neko igrača ali karkoli že. In recimo, če pogledamo osmico, njen plus je definitivno to, kar sem že naštela. To pomeni obilje, podpora, nove ideje sodelovanja, finančna sredstva, absolutno. Zelo močna številka bogatstva. Pa vendarle, ker prihaja po sedmici, potem gre pa naprej v devetko, kar bom sicer se tega dotaknila, ampak ko prihaja po sedmici, senčna stran osmice, je pa nekaj, na kar moram resnično opozoriti, je pa točno nasprotje tega, kar smo zdaj povedali. To je pa potem pomanjkanje, občutki izgube, osamljenost, občutek, da se stvari zaustavljajo. In zdaj, mi bomo v bistvu v letu 2024 bomo res lahko videli zelo velik prepad.
glede obilja. Zelo velik prepad bomo videli od ljudi, ki bo imeli res velik občutek pomanjkanja, do ljudi, ki bo rekli, da se mi vse čudežno odprli. Zdaj pa, kako bi si mi priskrbeli, da ne bi bili seveda na tem bregu, kjer bi čutili pomanjkanje. Osmica sama po sebi, če predstavlja obilje, pomeni, da je polna energije. In če ti hočeš od osmice dobiti ogromno neke manifestacije in dobrih stvari, potem ti v bistvu rabiš v njo vložiti ogromno energije. Kar pomeni, da če ti hočeš te rezultate, katere sem ti jaz naštela, se moraš zavedati eno stvar. Treba je najprej narediti oceno 7. To pomeni, da si vzameš primer list papirja in si prav narediš lepo alineje. Kaj v prejšnjem letu je meni šlo v pomanjkanje, kaj v prejšnjem letu je bilo težkega, kaj so v prejšnjem letu končvali. Okay? Zdaj pa pogledamo, kaj smo mi na tej točki naredili. Razumeš? Kaj smo naredili? Kaj smo naredili energijsko? Kaj smo naredili z osebno rastjo? Kaj smo naredili z duhovno rastjo? Razumeš? Kaj smo naredili glede tega? Ker če glede tega ni bilo nič narejenega, sama osmica, ti iskreno povem, osmica ne bo nič naredila. Ne? To pomeni, ona zahteva veliko premikanja. V bistvu ta njen neskončni tok, ki ga vidimo, a veš, pomeni, da je to premikanje. Zaradi tega, ker osmica, tudi če jo pogledaš, ta znak za neskončnost, nikjer se ne ustavlja. Torej, ves ta njen energijski tok ves čas teče. In zelo pomembno je, da vložiš, če hočeš od osmice res dobre rezultate letos. Primer, imaš svoje podjetje, več dela kot lani. Tudi če ti je bilo lani podjetje v redu, uspešno, pa tako naprej, cool, čestitam ti, ampak še več dela. Nove cilje za podjetje, ne kar ostati v tem, kar smo delali, pa se je v redu. Ne, v osmici bi bilo zelo dobro, da si podjetje zada nove cilje, da si zada nova rast, da se nekaj še več vloži. Ne pravim, da se rabite ljudje izgarati, razumeš, nisem tega rekla, ampak pravim, da neka nova energija mora biti, ne? V odnosih, da se nekaj novega zgodi, vkolikor je bilo lani pomanjkanje komunikacije, niste govorili, pa tako naprej, to ne pomeni, da zdaj bo prišla pa 8 in zdaj se mi se imamo radi, ne bo šlo. Razumeš? Več komunikacije, vse se z ljudmi, pogovoriti se za stvari za nazaj, postaviti neke temelje, zato da gre lahko odnos naprej. Razumeš? Ogromno osmica zahteva premikanja, da bi čisto iste stvari delali kot lani, pa pričakovali, da bo karkoli potem zdaj boljš pa drugač, mogoče samo za krajše obdobje, na dolgi rok pa ne. Tako da to sem ti zdaj povedala, ampak osmica daje veliko nekega, veš, zagona pa motivacije. Če to narediš, to pomeni, da se res, da se letos odločiš, več bom meditirala, da se odločiš za neko novo znanje, da se odločiš za neke nove stvari, bi bilo zate zelo pomembno, a ne? Tukaj sva se tudi midva z Mihaelom odločila, glede na to, da je leto osmice, da vsi, ki boste prišli na najin tečaj spomladi, to pomeni, ki se nekje do maja začenjajo, boste dobili popolnoma brezplačen nek ogromen program, matrica uspeha, zaradi tega, ker se zelo veže na osmico, boste dobili zraven popolnoma brezplačno. Tako vas bomo podprli mi in zdaj jaz računam na te, da ti to malo sam in sama raziščeš, okej? Skratka, ogromen torej nekega premikanja, da torej meditiranje, kakšen duhovni tečaj pri nas priporočam, seveda, a ne, branje knjig, potem da res neke nove energije vložiš, tudi klasična znanja, premikanje, neko dodatno delo in razvoj novih idej. Zdaj pa, zakaj pa vemo, da bo to leto posebno in kje bi v bistvu ti rada samo malo namignila, na katere datume, bodi mečkan pazljiva, energijsko gledano, kje moramo sam malo na osmico paziti, to pomeni ali malo paziti, ali pa mogoče iz nje izčrpati več energije, kakor pa bi jo, če recimo v tem trenutku ti tega ne bi slišala. Okay? Jaz bi ti rekla, in zdaj, če si težko se to zapomniti, pa seveda raziskati, bi potem predlagala, da najbolj, da greš na našo spletno stran, greš potovanjeduše.si, pa tam imaš spletne dogodke, pa spletne meditacije, zaradi tega, ker jaz sem v bistvu čisto vse te datume upoštevala in mi z Mihaelom sva jih upoštevala, zaradi tega, ker veva, da bojo zelo močne energijske točke in vedno smo takrat rekli, da bomo imeli te meditacijske večere na spletu. Ne? Vse, kar je dvojnih energij, to pomeni 11.1.
2.2., 22.2., torej vse številke, ki se ponavljajo, vsi ti portali numerološki, kjer se številke definitivno ponavljajo, so v letu osmice toliko bolj pomembni. Zaradi tega, ker je tukaj, letos je pa res numerologija tako ena taka, lahko rečemo, kraljica leta. Tako da mi bomo delali zelo lepe meditacije. Potem pa je zelo dobro, da pogledaš, kaj še pomnožuje energijo. To pomeni recimo energije luninih mlajev, ki so z nove začetke, pa polne lune. A pa recimo, ki so kakšni posebni prazniki, ne vem, čarodejka Rhiannon po celem svetu, takrat dela aktivacije z njo. Torej, vedno, ko se ljudje kolektivno na neki osredotočajo, recimo vsi po radiju ob solsticiju meditirajo, pa tako naprej, hočeš biti zraven. Absolutno hočeš biti zraven, ne? Ampak pazi to, recimo, če gremo gledati, kaj čarodeji pravijo, kaj magi pravijo po zgodovini, ne? Oni recimo so se vedno najbolj veselili teh prestopnih let, ne? To pomeni, tanka je prišel v igro še 29. februar, zato ker je noter pač še 9, ki je pa duhovna in svetlobna številka, ne? Ki je pa zelo naravnana na duhovnost. Letos bo materialno, pa kaj ustvarjamo, drugo leto bo pa odnos z angeli, svetloba, pa tako naprej, ampak letos se pa tukaj in zdaj zelo osredotočamo. In letos imamo, pazi to, 29.2., glih na leto osmice. Veš, koliko je to magično, takrat bomo definitivno delali eno tako čarodejsko manifestacijo, čarodejsko meditacijo in tako dalje, a ne? Skratka, to bi ti predlagala torej vse, kar so solstici, polne lune, lunini mlaji, pa tako naprej. Poglej si torej pri nas in ti predlagam, da mogoče res prideš na dogodke. Pripravili smo zelo lepe dogodke, zelo lepe meditacije, upoštevamo te številke, zato ker jih poznamo, zraven smo pa pripravili res absolutno fantastična darila, malo drugačna kakor leta poprej, tako da ti bo zelo všeč, ne? Kar pa definitivno hočeš gledati, to so bile zdaj neke datumske stvari, kar hočeš pa gledati tudi leto osmice, so pa sporočila. Osmica zelo rada sporočila daje, razumeš, v fizičnem svetu. Ugotovili smo torej, da ona ta fizična kraljica, torej vse, kar lahko primama, ne. Tako da ogromno se ti zna dogajati nekih znakov, angelskih znakov, številke, ki se ponavljajo in tako dalje. In zelo dobro je, da si recimo vzameš nek čas, da probaš to razumeti. Zelo veliko bo torej tudi podpore v fizičnih orodjih. V fizičnih orodjih, nekaj, kar lahko primeš v roke, recimo angelske karte. Tako da jaz konkretno kot Kristi sem si letos zadala, da bojo karte prišle zaradi tega zelo v ospredje. Prišle bojo, kaj bom jaz pripravila, kaj bomo delali. Evo, ta osemka je meni res toliko zelo posebna. Kaj bomo delali? Najprej bom pred svojim rojstnim dnevom, bom dala ven čarodejske karte, torej februarja, in reiki karte za reikiste, zato da če kdorkoli čuti pomanjkanje, pa tako naprej, da bo lahko imel veliko neke pač terapije, In potem 8.5., logično, 8.5. bo pa z Mihajlom delala en zelo velik tak dušni dogodek v dvorani Smel in takrat bojo moje dušne karte išle, ampak v tem trenutku ne bom še preveč povedala, da se pustimo malo presenetiti, tako da vidiš, zelo bomo upoštevali te osmice, ampak rada bi dala v bistvu nekako, torej so napovedani 3 seti kart iz moje smeri, zaradi tega, ker se mi zdi, da se bo toliko dal iz fizičnih kart, iz teh orodij prebrati, da je to noro in tudi ti hočeš to imeti doma, ker če ni vedno glih časa za meditacijo, da lahko vsaj eno sporočilo, neko vodstvo na hitro dobiš, zato ker bojo tudi eterična bitja zelo rada čez fizične stvari govorila. Tako da to je tisto, kar sem ti zdaj malo povedala in sem te malo usmerila na numerologijo tega leta. Tako da mi smo vse, kar sem zdaj nekako omenila, in tudi to dvorano Smelt in tako dalje, vse že nekako imamo na spletni strani, tako da si lahko absolutno pogledaš. Jaz ti pa želim, da je numerologija in energija in ti sama na svoji strani in da je potem seveda tudi vesolje na tvoji strani. Skratka, lepo se imej v letu osmice in kadarkoli se vidiva, te bom vesela.